Dobrodošli vsi skupaj, dobrodošel gospod Ivan Cankar. Lepo vas je videti. Kako se kaj imate na Vrhniki? Ja, pozdravljeni so drugi. Prav lepo nam je tukaj pada dež, ne? Ja, tak prijeten dan, moker in mrzel. Ste že spil kavico? Sem v takem, bi rekel, ustvarjalnem procesu obdelave skodelice kave, ja. Aha. No, vi imate tam eno posebno Escobar kavico, bojda je zelo dobra. Jaz sem si enkrat tole Cankarjevo kavico privoščil, sem jo na knjižnem sejmu kupil še toplo, zmleto, in moram priznati, da je bila zelo dobra. Ja, moram reči, da tale, da Omar, ne, malo mi deluje tako kot tisti galjoti svoje čase dol v Trstu, ali kako. S Katjo zelo dobro kavico delate, ja, to pa res. Se sploh ne pritožujem, ne. No. Ampak v bistvu, a kdaj pomislite na mamo, ko pijete kavico? Ne samo, ko pijem kavice. Ja. Veste, moja mati je bila kmetiški otrok. Rasla in dorasla je tako čisto in nedolžno, kakor cvet na polju. Ko se je mužila, ni znala ne brati, ne pisati. Vsega se učila šele tedaj, ko smo mi otroci doraščali. Bdela je ponoč, da bi nihče ne videl. Pisala je z neokretno roko, črke so bile zelo velike. A še zdaj se spominjam, da je bila njena slovenščina lepa in čista in da nam je popravljala besede. To se pravi, brala je pa v bistvu vaše spise, ali vam je popravljala v bistvu za vami, ali kako? Ja, tudi to. Spise, pesmi, moje prve pesmi. Sicer prve pesmi niso bile namenjene materi, ne, so bile bolj Francky, pa Pavli, pa Heleni, pa Anici, pa ja, kje smo že bili. Ja, kakšna je povsem prišla v roke, pa žal ne mami, ampak tem mladim sestram. Lina je bila nagajiva, a najmlajša Franska je bila najhujša. In je nesla nekoč eno na moje pisance po celi Vrhniki. In potem seveda Franska, s katero sem takrat bil, ne, ki je prišla do mene, to je bilo do stropa, potem pa, ja, kaj, se je pa pusti me primer, sej te nisem prosil za tisto pismo, ne. Jo, pa je to tako zamerila, da ni več nikoli več prišla k meni. Kaj pa oče? Oče je bil pa verjetno bolj strog, ne? Sem slišal za ono anekdoto, kako je najprej hlapca premlatil, potem je pa hlapec vas premlatil. Ako bi mi imeli hlapce. Oziroma trgovske pomočnike, ali kaj je že bil v trgovini, ne? Tudi tega ne, mama je mogla vse delati. Ata je pa pipo basal, lepo se je oblekel, pa lepo po gostilnah. Vmes pa mama še za trgovino, pa še za nas. Ja, če bi imeli pa še trgovskega pomočnika, to bi pa bilo nekaj. Ja. Ne, ker jaz sem to slišal, sej ne vem, mogoče je to res napačna informacija, ne, ampak da je v bistvu se je zgodilo to, da nekje so vam preveč denarja izplačali in potem ste ga vrnil. To je bilo pa, ko smo živeli na Malem Klancu. Mama me je poslala nekaj kupiti v trgovino, še danes ne vem, je bil kruh, je bila sol. Skratka, pa ni bilo lastnika trgovine, je bil vajenec, je bil tam. Pa sem mu dal tisti denar in mi je dal preveč nazaj, pa se to šele na poti domov ugotovil, da nekaj desetic preveč dal. Mami sem povedal in ona me je vprašala, no, kaj pa boš tem storil? Pa sem rekel, nazaj bom nesel. No, le daj. Pa ni bilo pri nas denarja, tedaj, tiste desetice tako prav bi prišle. Nesel sem jih nazaj. Pridem v trgovino, je bil pa že lastnik trgovine tam. Položil sem pred vajenca, sem rekel, preveč ste mi dali nazaj. Zahvalil se mi ni nihče, malo za malo se mi je zdelo. Sem šel z trgovine nazaj domov. No, malo pred domom me je pa neki potlek zbil. Šele, ko sem navzgor pogledal, sem ogledal tega vajenca. Mar bi zadržal tiste desetice, ti presneti pritlikovc. Ja.
Kako so me že učili nekoč, dobrota je sirota, pa šele tedaj sem ugotovil. Ampak dobro, tam pod 11. šolo se niste nič pretepali, da bi se naučil braniti, ker mi kot otroci, ko smo še imeli neprogramirano otroštvo, smo kdaj tudi prišli s kakim krvavim nosom domov. V 11. šoli je bilo zakladov dovolj za vse. Prebitih starih ponov, razbitih vrčev, polomljenih lijakov, vilc s poldrugim zobom, pipcev brez ročajev. Še kapelno je bilo dovolj za vse, pod vsakim kamnom je bil kakšen. Pa smo jih lovili pa potle zunaj pekli. Res, da je bil včasih glavca zažgana, da je bil repak, ki je bil še moker. Ali ribce tako dobre, kot jabolka pobrana sosedovega vrta. Sem se pa nekoč boril, to ravno v 11. šoli, na oni strani reke, z vodo. Hlače mi je pograbila in odnesla ta voda. Dobro, ne bi bilo nič narobe, jaz sem bil v teh hlačah, skoraj v tonu. Pa sem sedel hlapec to ugledal, prijezdil s konjem naravnost v vodo, me prijel za moj čop, potegnil ven. Jaz sem tak dolg čop, veste, kakšen korejski bojevnik med koščegetov zadnji po hrbtu. Ampak kje je bila ta 11. šola? To je bilo nekje pri enem mostu, tam nekje proti... Pomislite, kje je bila? Šola je še zmeraj tam, na neumnim očem skrita, spodaj pod mostom, tamle, malo proč od mojega spomenika. Ta spomenik, tega spomenika se spomnim iz otroštva. Ko smo v nabasanih fičkotih smo šibali proti morju, tako ko počasi smo lezli, ko eni polži, in zmeraj sem zagledal ta spomenik in pa pravim, takrat sem imel ne vem koliko, 6-7 let, sem rekel, kaj pa dela ta stric tam? Pa pravi moj oče, čaka, da bo lahko šel čez cesto. V gostilno Mantova. Takšne zlobne so govorili, razderali Vršenčani pa drugi. A se vidi z Vrhnike proti Triglavu, bojda gleda proti Triglavu? Tako je govoril govornik na postavitvi spomenika. Tu sediš na kamnu in zreš proti Triglavu. Ne je bil to prvi namen, ljudje hitro pozabijo. Potlej je bila pa gostilna Mantova in tako naprej. Ampak sej pravzaprav to ni ta prva verzija spomenika, ki so vam ga hoteli postaviti. Bojda so se precej kregali okrog tega, kako bi to moglo izgledati. Dolgo brado, veste, dolgo brado. 10 let so nabirali denar za ta spomenik, Vršenčani. 10 let. In ko so ga nekoč imeli dovolj, so naredili strokovno komisijo. Sama zveneča imena so sedela tam. Stele, Sternen, Jakopič, Vurnik, Jože Plečnik. In ta komisija je že na začetku rekla, da spomenik tam, kjer smo si ga zamislili na Vrhniki, tam, kjer danes stoji, da tam pa ne bo stal, ker tam pa ni primerna lokacija. Potem so naredili razpis. Prišlo je 21 predlogov. Komisiji je bil všeč Dolinarjev. Ampak, veste, Vršenčani so pa Vršenčani. Pa so dejali, da tisti, ki je pa dobil najmanj točk in je bil že na začetku zavrnjen, se pravi od Ivana Jurkoviča, da je pa najboljši, zato ker sedim. Se to je naravni položaj človeka. In so ga na skrivaj začeli graditi tam čez. Vam povem, kakšne so uganjali po časopisih. Kakšno farso, rodoljubarsko so naredili na Vrhniki. Sam Cankar bi jih okregal, kako pa, kaj pa oni vedo o vršenčkem značaju. Saj to je tako, kot vseh drugih. Sej Plečnik se mi je potlej pa maščeval na nek način. Sej nekoč je pa dobil eno bitko pa on. Namreč imel sem nekoč gimnazijo Ivana Cankarja, potem se je pa preimenoval v gimnazijo Jožeta Plečnika. V redu. No, ko smo zdaj že pri Realki, to je bila v bistvu nemška šola, takrat, ko ste začeli obiskovati, Ni bila nemška šola, poučevali so v nemščini. Slovenski učitelji, še posebej tale moj učitelj za slovensko. Levec. Tako, je bil prav fin možakar.
Oni za glasbo malo manj, ker je dejal, da je moje petje enako dretje in je vzel vse veselje do glasbe. Zdaj ima on spomenik tam čez cesto od Realke. Bojda vam je Levec financiral kajenje, ne? No, ni to sicer tako preprosto bilo vse skupaj pa veselo, ne, ja, enkrat sem prišel k pouku, pa je rekel, zakaj nima zvezka, pa kje bi bil en zvezek, pa veste, kaj je bil to 10-tica, kje dobiti tisto 10-tico, da plačam zvezek, ne? No, pa mi je on dal tisto 10-tico, pa si kupi zvezek, ne? Naslednji dan je še zmeraj nisem imel zvezka, ne? Canka, kje imaš zvezek? Nimam. Kje imaš 10-tico? Za cigarete sem dal. Sem pač priznal, kaj? To je to. To je to. Aha, no, zelo preprosta zgodba. Kaj pa je rekel pri spisu Pogled z Ljubljanskega grada? Ja, to so bila pa druga pota, a veste, kaj moram, ker sem pa tedaj Zanico malo po Ljubljani, pa ja, po Tivoliju, pa Ljubljanskem gradu, pa ja. Potem pa me vprašal, ja, pa zakaj bi se mu pa lagal, kje si pa bil, zakaj te ni bilo pri pouku, pa sem rekel, ne, ja, sem šel na sprehod, ne, ki je bil tako prijeten dan, pa sem užival v razgledu. Me rekel, no, lepo, zdaj pa napiši spis do jutri o svojem razgledu. Ma komu se da pisati tisti spis, deti? Začer sem ga napisal skupaj s Ketejem, sva bila tam v gostilni v Kravji dolin. Veste, to je tam doli na Trubarjevi cesti, ko se cepi gor cesta proti Taboru, v tistem križišču. Je bila literarna krčma svoja krstla. No, skratka, sem napisal tisti spis, tako, ob kozarčku vina. Šel sem na Ljubljanski grad. Padal je sneg, še posebej proti borovniški strani. Razgleda ni bilo. Dobar je. Ampak vsi Vrščančani še danes poznajo ta spis. Ja. Mojih knjig tega poznajo najbolj. Ne, meni je to bilo všeč, ker je nekaj podobnega, je tudi moj brat, ko je, ne vem, kjer je razredu, je mogel pisati obnovo o Grdem račku, pa je napisal, da je zgodba o Grdem račku, ki je postal lep labod, ne, in je pol bil cel hudič v šoli okrog tega. Ja, predstavljaj si danes, da bi nekdo napisal zgodbo. Bil sem mali črni raček, potem pa sem postal velik bel labod in bi to bilo objavljeno v Ameriki. Ja. Bi trgovine gorele, ne se hecat. Zdaj, na gimnazijo ste prišel v bistvu kot za podporo teh bogatih meščanov v Vrhniki, a ne? Ja, Realka ni bila gimnazija, ne? Realka je bila srednja šola tehnične usmeritve. Z nemškim učnim jezikom. Kar ni bilo nič narobe, veste, nemško znati, kako že pravijo naši stari, več jezikov znaš, več veljaš. No, takole je bilo. Pa eno leto manj je trajala kakor gimnazija. Pa ja, sej tista podpora, veste, obljubila so jo, seveda, ker sem bil najboljši učenec na Vrhniki. Češ, te bomo pa dali v Ljubljano v šole, so rekli. Ja, na tisti proslavi, tamle, ko smo moče z Ljubljancev odkrivali. Ja. Potlej pa veste, kako je bilo s to podporo, tako da je mama morala prosjačiti za njo naokrog, da sem jo dobil. Sej, v 3. letu sem potlej dobil štipendijo, pa je bilo malo lažje, ampak take bogatije pa spet ni bilo, no, kad bi lahko bila. Je bila pa kar v redu šola, veste, v isto šolo je hodil tudi znameniti kralj na Betajnovi, ne, se veste, v njem se pisal. Kotnik Verda, pa je Lomšek, pa Lenarčič, skratka, vsi pomembni Vrščančani so hodili na Realko. Zato, ker kdo bo hodil na gimnazijo, pa tja gre samo za fara potlej, veste. Res je, ja. No, ampak je bil problem, seveda, kot smo že rekli, ni bilo denarja, hrane ni bilo, zakupiti, stanovali ste v neki sobi, samo posteljo, a ne? Posteljaš, veste, kakšen občutek je, ko zjutraj vstaneš na takšen dan, kot je zdajle, skozi okno pogledajte, stopaš v kuhinjo, vsi sedijo, meljejo tisti beli kruh, ti pa lahko samo popraviš ovratnik, roke v žep, pa ven na cesto, da jih ne gledaš, pa ne vohaš tisti beli kruh.
in upaš, da v čim prej se pouk začel, da v dan čim prej minil. Ja, to pa malo so posebni občutki. No, s tem belim kruhom imam jaz eno svoje mnenje. Ne. Včasih so ti siromaki, kot ste vi bil, ne, ste sanjali o belem kruhu in so jedli nekaj iz teh, ne druži, kako se že temu reče, pač slab kruh so jedli, a ne, kaj šele potico. Potem, ko smo pa prišli v socializem, se je pa ugotovilo, da je bil kruh škodljiv in da je tisti črni kruh zdravilnejši. Kar naj jejo črnega, če ga hočejo. Jaz ostajam pri belem. Dobro, hotel sem, ne mi je malo misel ušla. Ja, ampak mati vas je pa hodila, a je večkrat prišla mati na obisk ali je samo enkrat? Večkrat. Skoraj da vsak teden. Sicer sem pa jaz konec tedna šel nazaj na Vrhniko za vikend. Saj pa ni to tako daleč, kaj pa je 4 ure hoje. Pa na vsake pol ure je gostilna ali še manj. Pa so bili prijatelji, veste, pa smo šli v petek proti Vrhniki, v soboto smo pa do Vrhnike prišli. Vmes je bila Franska na Stari Šrangi, na Drenovem griču. Ja, ona je pa vladna takarca, ta prava, veste. Malo takih danes. Pa še maske ni bilo treba nositi, kot je danes. No, tam sem jaz imel ličarja, nekaj mi je avto popravljal enkrat. To je to glih med vojno 91. leta je bil tam gor moj Subaruček na klepanju. Ko sem se jaz tukaj sprehajal, še ni bilo nobenih avtov. So se pa z vozovi vozilo, veste, kako hecno je bilo, ko so konji vlekli. Konj, to je zelo pametna žival. Brez da bi voznik ukazal, so znali zaviti v vsaki gostilni. V bogatih kočijah se vozijo ljudje, kako je že to iz erotike, ne? Na prvi šolski dan smo se vozili v Ljubljano, stričke vozil. Konji so se ustavili po vsaki gostilni, brez da bi on karkoli rekel. Potem so pa ostale gospe, ki so sedele poleg mene, pa mame gor na vozu, začele godrnati, ne. Ja, saj bi še peš prišle prej do Ljubljane. Veste, kaj je rekel? Klobuke privzdignil, pa rekel, ja, pa pejte peš. Ja, ampak to na Dunaj, ne, kako ste potovali, malo peš, malo mislim, tudi Dunaj je... Na Dunaj se je šlo s cesarsko železnico, oziroma ni bila več, to je bila že južna železnica. Karto si kupil na kolodvoru, pa si se odpeljal, luksus. Ko se odpre gor na Semeringu, veste, tako na jutro, ko prideš na Semering in se odpre ta pogled na Dunajski konec, to so posebni občutki. Zdaj, na Dunaju ste stanoval v Oteringu, a ne, takrat je bila to je zdaj ena zelo lepo naselje, tako barvito in cene, ampak takrat je bilo to eno kmečko oziroma kmečko, delavsko, proletarsko, precej dekadentno okolje, a ne? No ja, jaz sem najprej bil na kar nekaj lokacijah, no, nazadnje pa seveda v Oteringu pri Leflerjih. To je bila Lindauer Gasse 26, 26. Otering ni tako napačna lokacija, veste, saj ja, je bilo neko delovsko predmestje, mešal se tisti podeželski del s tem mestnim novimi hišami, tovarne, dim, malokrat zvidel tisto modro nebo pa sonce, ker je ves čas bil dim prisoten v zraku, vetra pa bolj malo. Ampak sej, par ulic stran je bila pa pivovarna, veste, ne, se tam so imeli študenti nekoč svoj slovenski literarni klub, čez cesto, par Edru, klobasarski večeri, to so bili dogodki. No, skratka, pa je bil pa Otering nekaj posebenega, no, na Dunaju. Namreč tam je bila trdnjava socialdemokracije, moje stranke. To je bilo delavske organizacije, sindikati, svoj časopis, delavski dom. Ni bilo tako slabo, pa veste kako, mogoče malo bolj kot kje druge, to je bila mala Avstrija, Avstrija v malem je bila. Tam so bili vsi, od Čehov, Slovakov, Moravcev, Srbov, Hrvatov, Slovencev, Madžarov, vse je bilo tam v tistem Oteringu. Se pravi, v tem Oteringu je bilo zelo kreativno okolje, zato ker večino
del in dejansko najboljših del ste pravzaprav tam napisal. A veste, kako je, marsikdo sedi, pa si razbija glavo, koliko noči sem se jih jaz prebil, nisem vedel, kako naj oblikujem zgodbo, ampak ja, Ottakring pa je bil takšen, ja. Dovolj je bilo iti na sprehod v gostilno, prisluhniti, to je bilo dovolj, prisluhniti zgodbam ljudi in si imel knjigo. Moji sodobniki so pisali o vzvišenih delih Dunaja, o vzvišenih zgodbah, o cesarju in tako naprej. Jaz sem pisal po navadnih ljudeh. Šele danes opažajo to pravzaprav. No, ampak za vas, kmečke sinove, ne samo za vas osebno, ampak tudi za druge Slovence, je bil Dunaj ena zelo tako odkritje, tudi v razduzanem smislu, če lepo rečem. To se lepo odraža v erotiki, v vaši prvi zbirki oziroma knjigi. Ni čudno, da jo je Jegli zaplenil. Nič ni zaplenil. Jaz bom tako rekel, kot sem takrat komentiral, nisem si mislil, že moja prva knjiga razprodana. Razumete, jaz sem tiste pesmi takrat prodal v Bambergu po sili razmer. Zelo nerodna zgodba, pravzaprav mama je umrla in to je en dan po tistem, ko je stara mati umrla. Dvojni pogreb smo imeli in jaz sem hotel, da je za mati svetnico grob in pogreb najboljši in sem prodal vse pesmi. Bambergu. Bamberg mi jih je plačal, takoj mi jih je plačal, se morate misliti. Pa nisem bi še pravzaprav nobene knjige prej izdal. No, potem pa ta knjiga se zavlačevala, pa nikakor je ni izdal, pa tako mi je šlo že malo na živce. No, v onem letu, ko sem se pa na Dunaju nastanil v Ottakringu, no pa knjiga vam pride. In to je bilo na veliko noč 1899. Jeglič je ravno postal škof v Ljubljani. Kaj točno ga je spodbodlo, tedaj ne vem. Menda so ga motili dunajski večeri, nekateri bajo opolski deli, jaz ne vem, kaj je tam opolskega, če gre z roko čez, je vse prav zelo hrapavo. No, tako da je pa šel v knjigarno in je kupil preko 700 knjigic. Bilo jih je 1000, a on jih je kupil 700, ostale mu Bamberg ni hotel prodati. In potem jih je demonstrativno zažgal v škofijski peči. Ama naredil mi je uslugo, takšno vam povem, takoj so pisalo meni, kot da sem drugi Trubar. No, tukaj pravijo, da z vami gre za eno vzporednico. Prešerni, Levstik, Cankar, trije velika imena takratnega časa. Ja, Prešeren je bil največji pesnik, to smo vedeli. Kdo je pa največji pisatelj, smo pa šele pričeli bitko. Jaz sem Cankar, svet na kolena, kolikokrat sem to povedal? Ja, to je res, ja. Da potem, na Rožniku ste bil pa neke vrste bog, hodili so vas občudovati, tam so sedeli, bojda je zaradi tega ste imeli tudi zastojn bivanje gor, ker ste bili trade mark, kako se temu bi reklo v današnjem jeziku, A veste kaj, za vse sem bil nekakšno veliko bitje oziroma velika osebnost, pisatelj. Punce so romale gor iz srednje šole vsak dan po pouku, samo zato, da me videle. Saj ne, da bi se jaz za kakšno potle izmenil. Medtem, Nina mi pa še vina ni hotela postreči. Veste, kaj sem mi nekoč napisal, listek sem mi napisal, ko sem imel pa res tega pa dovolj. Kaj si rekla, Nina? Da sem jaz pijana svina. Ko si ti še sladko spala, je tale roka že pisala, zato le hitro mi natoči liter vina. Ja, sej ustvarjanje je, mislim, čeprav liter rad, ampak ustvarjanje je kar težek proces. V bistvu je ustvarjalec, pesnik, pisatelj, v bistvu delavec, Garač. Pa se pa najde nek Henrik Tuma, pa mi razlaga, da sem pijanec, pa razozdanec, pa ne vem kaj še vse. Kaj ne, še možgane razbrizgam, pred sabo sem imel pa 25 polože svojih knjig. Ja. Jaz ne vem, kaj bi še rad od mene. No, če se malo vrneva spet na Dunaj, Ottakring, tam ste živel pri družini in ste imel razmerje najprej z mamo, potem pa hčerjo,
No, ne bi jaz kaj dosti govoril, mama, pa to, ne vem, jaz sem bil bolj s hčero, no, ja. To z mamo, jaz mislim, da je to bolj neko, to je bilo zlobno namigovanje, veste, tako vam bom povedal, ja, tako, da sem vse povedal. Vzamemo v zakup, ne. S hčero sem imel povsem poštene namene, sem mi celo kupil poročno obleko. Sva imela celo poročno potovanje, sva se peljala skozi Dunajski gost, pa potlej gori do Oberhollabrunna. To je bilo lepo, Krslo naj vmes ravno takšno vreme, kot je danes zunaj, samo bolj toplo je bilo. Potlej sva šla pa tam v Obergraben na neko ohcet, to je bilo prav lepo. Samo kaj sem jaz kriv, če me potlej so me vabili, da ne pridem kandidirati v Ljubljano, ma nisem jaz kriv, ne. Če bi me ne bi povabili, jaz ne bi nikoli Mici srečal. Ja, jaz bi bil srečno poročen danes, ne Dunaju. Ja, pa v bistvu, mogoče bi pa to vaš sosed tam gor na klancu siromakov, a ne, Marcel Štefančič junior pravi, da je pravzaprav Slovenija premalo naredila za vašo prepoznavnost v nemškem jeziku, ker vi ste tipični pisatelj tistega obdobja, ki ta secesija in te stvari, ki pravijo, da nima odmeva v literaturi, v evropski literaturi, ampak vi ste točno to. Secesija, veste, vse te izrazi, koliko sem se jaz bal, da mi bojo kakšno knjigo označili za dekadentno, ker potem se prodajala ne bo pri določeni masi ljudi, ne, veste, to je kar problem potlej. Potlej pa ni plačilo od Šventnerja takšno, kot bi lahko bilo. Ja, klanec siromakov, razen imena siromakov nikaj dosti ostalo, sploh tale moj sosed ni prav nič velik siromak, veste. Kar dobro se mi zdi, no, tako. Sej bom rekel, tam gor je tudi en slepi, jaz ga večkrat sprašujem, kako kaj Cankar, pa pravi, da ga nič ne vidi. Kako nič ne vidi? Ja, nič me ne vidi, ja. Zdajle ste me pa dobro. Včasih sem toliko glasen tukaj, da me še oni na tisti nivi zadnji za Svetim Pavlom slišal. A ja, v redu. No in ta Otto Ring je v bistvu, oziroma Ota Kring, ja, pardon. No, je v bistvu vplival tudi na vašo politično prepričanje, ne? Ampak v socializmu so vas označili za delavskega, proletarskega pisatelja, sploh zaradi Hlapsa Jerneja, ne? Ampak vi ste bil bolj katoliški človek, ne? Ne toliko v bistvu. Ja, veste, kako je to? Pa mi rečejo, ja, saj sem se označil za socialista, ne? Pa so rekli socialdemokrati, ne, se je v naši stranki bil. Pa rečejo klerikalci, ja, pa lejte, kolikokrat Boga omenja v svojih knjigah, pa še ministrant je bil pri Svetem Pavlu, on je pa ja, klerikalc po duši bil. Pa spet liberalci pravijo, samo njegove pesmi si poglejte, kakšne so sproščene, liberalne, pa tolikokrat čez duhovnike, kaj pove v svojih knjigah, on je bil liberalec, ne? Nič ni narobe. Me pač vsi malo jemljajo, ne? Ja, se to je fajn, ne? To je fajn. Jaz sem bil pa predvsem Cankar, vedno, Cankar. Tako. In to ti pove vse. Ja. Sej, Hinko Smreker vas je lepo narisal, ne? A sta se s Hinko Smrekerjem razumela? Še posebej v vojski. Ja. Leta 15, december, kak je bilo mrzlo. Tako mrzle zime pa še ni bilo, kot je bila tista zima. Pa sklece delati. Nekoč, sem enkrat ugnal, a sem jaz kriv, če sem bil najšibkejši, pa so potem zaradi mene mogli drugi delati sklece, pa teči okoli vojašnice, pa 2x2 ponavljati in tako naprej. A sem jaz kriv? Kdo je pa mene v vojsko nagnal? Jaz se nisem sam javil. Ja. Potem so me po vojašnici, enkrat so me po noč do Golga, so me slekali, 2 sta me držala, ostali so me pa z mrzlo vodo polivali. Mislim, to je bilo. Hinko se je pa smejal. Barabon.
A kdo se je smejal potlej, ko so mene po mesecu in pol odpustili iz vojske? Njega pa ne. Skratka, je bila uspešna misija, ne, ker to sem prebral, ja, da se ves čas trudil, da bi šel iz vojske ven. Da ste celo ste, kako je že nekaj pisalo, notorični pijanec, ali kako je že bilo rečeno, ne, da ste se predstavljali. Veste, kaj je najboljše? Najboljše je, da mi je podpisal odpustanco iz vojske doktor, ki me nikoli v živo videl ni. Dobro je to. No, in tam na Dunaju, da nam spet narobe povedal, ne, ste zelo se navezal na najmlajšo hčero, ne, oziroma sestro. Štefko, ja. Štefka. Zdaj je bila že polnoletno dekle. Bujno. Pa ustrežljivo. Bila je tam, bila je mehka, bila je topla. Kaj pa njena sestra, ki je bila kot inspiracija za Hišo Marijo Pomočnico? Ja, Malči. Malči, ja. To je pa takšna žalostna zgodba. Sam sem jo nesel gori v hišo. To je 15 minut hoda od tega bivališča, kjer sem bil. Je hiša, danes je ni več, no, danes so zrušili, so jo, naredili so bolnico, danes je pa že ta bolnica zaprta pravzaprav. Pa sem jo pa tam obiskal, veste, to, kar so te punce dale čez, to malo kdo je dal v življenju, kaj takega čez. To je bila bolnica za neozdravljive otroške bolnike, ali nekaj takega se je imenovala. Ja, veliko je bilo, predvsem čist takšni, ki so bile strte na duhu. To ni bilo nič telesnega pravzaprav, ampak telo je začelo odpovedovati zaradi tega, ker je bil duh strt. Ni bilo več in pomočni, ja, lahko bi rekel hiralnica je bila to. Vse te zgodbe so zbrane v Hiši Marije Pomočnice v moji knjigi. Potem so jo pa pravzaprav ozmerjali, da sem pornograf, pa pedofil, pa kaj še vse so napisali. Ja, no, sej nekaj prizorov je takih not, ne? Če smo odkriti, ampak to je bila verjetno tudi posledica tega preloma stoletja, osvobajanja človeka. Saj to je bila čisto evropska knjiga, saj to se je po Evropi takrat pisalo. Samo za naše razmere verjetno ni bila. Jaz sem samo napisal tako, kot sem to slišal, videl in to je bilo to. Nič nisem olepšval, nič nisem poslabšval. Moram pa reči, da mi je moja prijateljica iz Zagreba, ki je doli na Kolodvorski, je nekaj cajta živela, no, mi je napisala, da ona me je pa razumela. Ona je pa razumela, kaj sem hotel povedati. Da so te punce, čez blato so jih vlekli celo življenje, ampak v duši so postale čiste. To sem hotel povedati. Pa niso hoteli razumeti. In potem smo to prevajali, to delo v češčino. A vam povem, tisti najbolj problematični stavek, no, tiste stavke sem umaknil iz češkega prevoda ven, ampak sem rekel, za Slovence ne, pa kar ostanejo, zato ker so hinavci. Ne, not je v bistvu dva, zdaj se spomnim, tako, že davno tega, kar sem bral, not je dva prizora sta, ko eno govori o posilstvu, potem pa je neka tudi ena letošnja scena, v kateri celo ena slepa nastopa, no, zato sem se spomnil. Ja, tiste zgodbe o incestu, pa zgodbe o ljubezni med dekleti oziroma zlorabami med dekleti. To se vse že dogaja, vse to je v slovenski zgodovini, to vedno danes to izumljajo kot neko toplo vodo. Sem že vse pisal že 100 let nazaj o tem. No. Še eno zadevo imam v mislih. Muhe. Se spomnite o muhah? Spomnim, Pfeifferjev mulac. Pfeifferjev mulac z Rožnika, ta je pa bil ta prav, vam povem, že kot otrok. Veste, to je fantiček angelskega obraza, sinje modrih oči in pa zlato rumenih lask. Pri dekletih priljubljen, k muhe okrog, ne bom rekel česa, so se vrtele okrog njega. A kakšen je pa on bil po duši? Mulc mali, ja, kaj je ratal z njega, kdo bi vedel?
Nikoli več ga nisem potlej videl, ko sem se z Rožnika odselil. Kdo je, kakšen je bil potlej v življenju? Naj poveva, ne, kako je muhe otapljal v labo. Ja, užival je v tem, užival. Ko je muhe metal v vodo, da so se utapljale, in ko je priplavala do roba, jo je frcnil na sredino, in to je počel toliko časa, dokler se ni utopila. Kdo od nas ni uporabil, rekel, dno steklenice, da je zažigal mravljice? Ampak to je bil poskus, to je bilo pač naredil si, bilo je zanimivo, pa si nehal, ne? Mogoče so se ti še celo živalce zasmile. A ta fant ne, on je užival v tem. Uživajte, kako se muči, ne kako čim prej konec naredi, ampak postopek, kako do tega konca pride, v tem je užival. Ja, to pa je bilo nekaj groznega. Ampak spomnil me je pa na neko vzporednico v tistem času, veste? To, kako se je on delal z muham, kako so pa delali z nami v času vojne, vse je bilo vse isto. Samo on se je igral z muhami, oni više gori so se igrali pa z ljudmi. Na Soški fronti. Na isti način. Ja, to je res, ja. Kar berite, Podobe iz sanj. Ja, Podobe iz sanj. To je v bistvu Dober dobo, ne, je ta zadeva prišla ven, ne, ker ste vojsko služil, tiste kopene. Neka četa je bila, a si morate misliti, zmešalo se je kolektivno celi četi. In so begali po tistem polju, dokler niso vsi pocepali po tleh. Dokler niso bili vsi po košenju, podrafali. Samo begali so, brez glavo so begali sem in tja, ne bežali, ne napadali, samo begali so čist brezumno. Mislim, noro, in to se je dogajalo in nišče ni storil nič. In to se je gledali, ne vem, noro. Kaj ne rečem druge, noro. Grozo, ja. Ok, a se še malo dotakneva žensk? Katere pa? Vsake je bilo nekaj posebenega, veste, pri vsaki sem ljubil nekaj, pri neki oči, pri drugi glas, pri tretji lase. Vsaka je nekaj. Ne, predno greva na ženske, bi se vaše sestre, mislim, da je Lena bila, ne, to je bila celo, pravijo, da je bila celo bolj nadarjena od vas in je potem naredila samomor. Karolina? Karolina, ja, pardon. Karolina je bila potrpežljiva učiteljica. Še prej sem šel v prvo šolo, ne v 11. šoli nisi rabil znati ne brati, ne pisati, ampak še prej sem šel v prvo šolo, pa me je Lina naučila brati in pisati. Zelo potrpežljiva, zelo dobra prijateljica. Škoda, da se ljudje predvsem spomnijo te prilike, ne, ko so imela s peharjem suhih hrušk, ne. Tistim kelihom oziroma abecednikom vseh krivic. Ne, pustimo to. Ja, so se večkrat me obiskala, še na Dunaju me obiskvala in nekoč so se v Ljubljani pogovarjala, kako življenje, kadila, ona je tudi zelo rada kadila, to sem imela skupno. Pa je rekla, no se pa čez en teden spet kaj vidva. No, odlično, ne, živela je doli v mestu, jaz sem bil zgoraj na Rožniku in nekoč sedimo tam pri Tivolskem oziroma pri Švicariji. Me je pa zbodlo pri srcu, še sam ne vem kaj, vstal sem tedaj pogledal proti mestu, niti nisem vedel, kaj, nekaj me je vlekel v tisto smer, pa sem rekel, bože, pa sem šel spat. Prihodnji dan sem po časopisu bral. Je skočila Šentjakobskega mosta v narastu Ljubljanca. Pa nihče ne ve, zakaj? Pri Svetem Krištofu sem jokal kot otrok. Noben, kaj jaz vem? Jaz sem slišal, da je imela nekega možakarja, da je bila nesrečno zaljubljena, da ste nekaj imela, pa se ni išlo, ne vem. Kdo bi vedel? Tragično. Ljudje imajo čudne odločitve v takšnih trenutkih. Vi niste nikoli razmišljali o tem. Tako kot tisti možak, ki je rekel, nimam več denarja, danes nas bojo vrgli na cesto, na Božič, v Otak Ring je bilo to. Družina bo mogla iti pod most, jaz pa sam še tole spijem, pa grem in se obesim. Ne? In to je povedal, tako kot bi rekel, da gre na cesto, pa da ubrcno en kamen. Ja. Normalno. Šel bo in se obesil. Kaj takšnega?
Kdo bi razumel ljudi v takih trenutkih, ko se za kaj takega odločijo? Mislim, da je Dušan malo zmrznil, da se mi samo zdi. Zgleda, ka slika na steni. Nič se ne premakne. Pa zvoka tudi ne da od sebe. Ja, očitno ga je odneslo. Lahko je moj mikrofon, lahko je nehote dal na mute, na tiho mikrofon. Da niso medtem, ko mu vrtajo po kopalnici, prevrtajo kakšen optični kabel. Prevrtaj povezavo. Ok, sem že nazaj. Že nazaj. Sem že nazaj. Se upravičujem, ne vem kaj, kar naenkrat mi je vrglo ven. Upam, da sem zamudil kaj zanimivega. Obrekovali smo te. Kako? Obrekovali smo te, da Ja, so ti majstri kabel prevrtali. Se nič novega, ne, nič novega. Ja, saj ste pravi prijatelji, tako da lahko to delate tudi to. No, predno dam besedo še vam, ne, ki ste si jo zdaj vzeli, hvala Bogu, da se pride do kakih tehničnih okvar, ne, bi pa malo še v ženska sva rekla, ne. Zdaj, kje naj začneva? Ja, pravzaprav, s Fransko sva že začela, ne, na Nikoli ne Vrhniki. boste zvedeli imena tiste, ki sem jo srečal v močilniku, ko sem še hodil v šolo na Vrhniki. In sem se vanjo takrat tako zelo zaljubil. Tega spomina nisem nobenemu nikoli podelil, pa ga tudi ne bom. Potlej je bila Julija. Julija je zelo lepo na citre igrala. Tam v trgovini pri Bučarju. Potem je bila Olgica. Olgici sem napisal sonetni venc. Tako, Prešerna sem imel pri sebi, pa sem še jaz napisal sonetni venc. Kaj pa je to tazga, sonetni venc? Ja, pa je Ata rekel, da ne bo nič tega. Pa sem pa risal tudi v tistem času in sem nekoč neko stanko risal tamle na Poljanski cesti, pa je še Franska z Vrhnike hotela, da jo narišem. Pa sem rekel, pa te bom, ne, pa sem jo narisal. No, oziroma na pol sem jo narisal. In ko je rekla, zakaj me do konca ne narišeš, sem ji priznal, da je pač ne morem, ne, ker je pa preveč lepa. Ja, pa sem bila pa skupaj, ne. Pa sem bila skupaj, dokler, kot sem že prej rekel, tisto pisemce ni prišlo Cankarjevim, mislim, mojim sestram v roke. Ja, potlej pa ni hotela biti več z mano, no. To je bilo, veste, ja. No, pa sem pa Heleno spoznal. Helena je bila pa malo starejša od mene, 1 leto, in bodoča učiteljica je bila, ne, oziroma je že imela obljubljeno službo v Postojni. In sva bila midva skupaj in nekoč je rekla, naj Ciklamnov naberem zgoraj na Tičenci. Saj sem napisal to v tisti zgodbici Tičenca, veste, preberite si. Od nog do glave sem jo obsul z rožcami, pa pesno, samo nocoj me ljubi, poljubi me enkrat samo, da na gorečih tvojih ustnih nebesa meni se prično. Ja, tako je bilo, dokler ni šla za učiteljico, moja me ni hotela več poznati. Pa sem bil pa s Pavlo. No, Pavla, ta je bila kar punca, ta prava, veste. Pa kaj, ki je nekoč teta naju zasačila, ko sem bil pri njej zvečer, pa sem mogel skozi oken bežati, pa skozi koprive. Ja, no, potlej pa nisem smel. A veste, kaj je hotela? Mogla je napisati pismo v nemščini. Mi je mogla napisati, da me ne mara več. V nemščini. Nesramnost pa taka. No, potlej sem pa Anico spoznal. Anica, srnica. Največja ljubezen moja. Anica Lušinova. V Kolizeju je bila doma. In potem sva s Kolizeja, oziroma jaz sem bil v tistem parkcu, tam da se reče, mislim, da Ajdošna, sem jo počakal in sva šla potlej peš gori v Tivoli. Tam so bile neke breze, tam pri Tivolskem gradu, v tistem zavoju, malo nad Latermanovim drevoredom. Tik prej se v gostu spneš, no, je bil tak gozdiček brez in tam je bilo tako lepo, sploh poleti, recimo. In sva zrla dol na mesto in, veste, nekoč je dež, naju je dež ujel in namočil je obleko, ki se je oprijela in, ja, no, saj si lahko predstavljate. Lepo je bilo. Potlej sem šel pa v Pulo, pa sem si še nekaj Aha. Kaj je ven?
potem z Pule sem šel na Dunaj, opisovala, pa me pa Minka obiskala. Veste, Minka je bila pa njena sestra. Pa vedno je toliko zelo pomagala, ne, da je doma povedala, kam ona gre oziroma ne gre, no, da ni z mano, ne, ampak potlej so pa midva nekaj imela gore. Nekoč sem prišel v sobo, pa sva sedela na kavču, pa ne vem, pa me je kar prijel, pa sem mi naredil tisto rdečo liso na vratu. Ja. Pa panica ni hotela več za mene slišati. Kaj čmo? Pa sem bil... Čudno, ne? Ja, kaj čmo? Se zgodi, veste. Ja, no, potem bila Štefka, to sem vam že povedal, in potlej sem se v Mici zaljubil v Ljubljani. Mici, joj, ta je pa Mici Kessler, joj. To je bila lepotica, pa kako je govorila. Veste, kaj sem nekoč naredil? Kočijo sem najel, pa sem se peljala okrog krožnika in to je bilo na kresni večer. Prižigali so se kresovi v Ljubljansko pokrajino, med nama pa vroči poljubi. Prav lepo je bilo. Pa sem na Bledu to ponovila, sem se na gorje peljala, tudi na skrivaj z eno kočijo. No, pa sem pa do mame končno stopil, pa sem rekel, da bi se rad pa poročil z Mici. Veste, kaj mi je rekla? Cankar, vse vas imam rada, ali za zeta vas ne bi imela. Oton Župančič, moj prijatelj, mi ni bil pa čist nič v pomoč. Namesto, da bi mamo prepričal, je prepričal ta starejšo Ano, da se z njim poročila. Ja. Jaz sem pa brez ostal. No, sej me je pol potolažila pa Milena, veste. Ko sem se na Rožnik preselil, ona je bila pa drugače učiteljica v Trstu. No, in je bila pa, veste, Milena je bila pa hčera od tistega Viktorja Rormana, ki je bil narodni buditelj in je imel trgovino in gostilno na Trubarjevi doli, tam malo pred Zmajskim mostom. Se piše na hiši gor z velikimi črkami Rorman. Ravno zanj sem bral od trnovskega župnika popis ljubljanskih gostiln, ali nekaj takega, ampak tako v literarnem oziru, kateri pomembni ljudje so bili v teh gostilnah. A veste, da me nikjer ne omenja? Vse omenja. Ma še Govekar jeziga omenja, samo Cankar je edinkrat, ki me je pa mogel omeniti, je pa zaradi tega, ker je pač ulica pomenjena Cankarjevo nabrežje, pa me je mogel omeniti. Drugače me pa nikjer ni hotel omeniti. Jaz ne vem, je res un članek Trnovska procesija, ga to bi zbodla, kako, kdo bi vedel. Ivan Vrhovnik. Kaj pa Franja Tavčarjeva? Bojda ste pesemi napisali. In je čist možno, da vas je tudi Tavčar ni maral zaradi tega, ker ste se sukali okrog njegove žene. No ja, gospa je bila zelo prijazna z vsemi nami dijaki, sploh, ker so bili bolj nadarjeni, recimo, ne. Ampak da bi pa jaz bil toliko nesramen, da to pa že ne. Čisto v tistem času, kje pa. Tako bom povedal, največji problem je bil, ker sem si knjige sposodil nekoč pri njemu, pa mu jih nisem vrnil. Potem je pa zvedel okrog ovinkov, da sem jih prodal. Ja, pa se jih nisem zase rabil, tisti drobiš, kaj tudi če ne bi bilo. Kete je bil dolžan, sam napačnim ljudem, veste, da bi treba to nekako poravnati. Za prijatelja vse. Pa nisem smel več bliz hiše, tudi Franja ni mogla preprositi moža. Joj, kakšne sva pa imela takrat, ko je Za narodov blagor izšla knjiga. Še opravičovat sem se mu mogel, da nisem njega mislil. Vam skrivaj povem, glih njega sem mislil, njega pa Hribarja. Tako. Ok, dobro, da smo nekaj odkrili novega. Zdaj, 11. decembra bojda ste umrl, a ne? Leta 18, glih na pragu, oziroma takrat je že bila Jugoslavija, ne, oziroma kraljevina SHS. Ja, ravno je razpadla Habsburška monarhija oziroma Avstro-Ogrska, pa se je rodila država Slovencev, Hrvatov in Srbov. In to je bilo one dni, ko sem šel enkrat iz Štrukla domov, pozno zvečer, vam povem, tiste štenge so mi bile zmeri malo strme, ne. Oni dan, večer sem se pa malo strklal po njih dol, no. Vse ni bilo nič posebenega.
Kaj, ena udrnina je bila zadnja, pa se me malo z lasmi zakril, ne, sej. Pa me pa enkrat po božje vrglo, ne. Jaz ne vem, jaz se ne spomnim nič. Sem se zbudil šele v bolnici, na kirurškem oddelku. Pa so rekli, v redu boš. Pa so me pa malo Mileni, ne, pa sem bil pri Mileni en teden, sem rekel, noč, zdaj pa verjetno bo v redu. Vse so me obiskovali prijatelji, pa takrat se je dogajalo, veste, takrat so rezolucije sprejemali o slovenskem narodnem vprašanju in kaj, zdaj pa se, jaz pa tam komaj zase vedel, ja, v redu, ja, kar. Pa ne vem, kaj so me sploh hodili to sprašovati, sej nisem mogel nič kaj dosti pomagati. Čez en teden sem pa kašljati začel, precej kašljati, zoporen kašelj je bil, še celo kri sem kašljal ven. No, pa so me pa nazaj peljali na medicinski oddelek, na Zaloški, prvo nadstropje, soba 26. Zakaj? Zato, ker je imela na drugi strani tudi svoj vhod, tako da so me lahko obiskovali. Jaz sem me cel kapene obiskal, pa nisem hotel, da hodijo čez celo hišo. Veste kaj, takrat je bila ena epidemija, španske gripe, in ni bilo prav fajn, če bi preveč ljudje hodili noter na medicinski oddelek, kar po celih hodnikih sem pa tja, ne. Tako da sem imel pa svoj vhod. Ja, tako je bilo. Soba 26. No, ampak vaš rojak, ne, Kebe, je postavil teorijo, ima celo cel kup dokumentov in tega, da so vas srbski nacionalisti pretepli, ker ste govoril proti Jugoslaviji oziroma proti državi. Ljudje nič ne berejo, kar jaz napišem. Nekoč sem imel govor v Ljubljani, govoril sem, da v Ljubljani je nevarno slovensko govoriti, ker te lahko pretepejo ne nemški šovinisti, ampak ilirski šovinisti. Ilirski šovinisti, to so pa Slovenci, a veste, samo politično usmerjeni od, kako so že oni takrat hoteli imeti, državo od Slovenije do Bolgarije in en jezik in eno kulturo. Tepci vam povem. Pa so me pa enkrat na Rožniku so me nabutali. Vse so časopisi o tem pisali. Ja. Srbi, zakaj? Srbi so nekaj v redu, možakarji, vse nič narobe z njimi v končni fazi. No, če greste v Beograd, imam v njihovem muzeju Jugoslavije posvečen en ogromen pano kot velikemu zagovorniku ideje Jugoslavije. A že tedaj sem povedal, v tistem govoru, zaradi katerega sem en teden sedel na Miklošičevi v zaporu, če ta država ne bo zgrajena na enakopravnosti in enakovrednosti narodov in jezikov in kultur, ta država ne bo obstala. In kaj se je zgodilo? No, ko ste bil v zaporu, je takrat oče umrl, in je hotel Izidor Cankar, bratranec, tudi je hotel iti sedeti na mesto vas, da bi vas ven spustili, da bi lahko šel na pogreb. Ja, to je bilo pa ta drugič. To je bilo takrat, ko sem na Vrhniki vpil, da bom še kaj o Srbih povedal, če v hotel, pa da če bi bili ljudje tam, Srbi bi vsem častil kosilo, ja, pa so me zaprli na Ljubljanski grad. Ampak ne vrhniški sodnik, pa ne ljubljanski sodniki, ampak vojni sodniki, vojaški sodniki. In to, a veste, kje so me obsodili? V Ljubljani. Ne. Tam, kje je danes dijaški dom Ivana Cankarja. Super. Mesec in pol na Ljubljanskem gradu, ja, to pa ni bilo kar tako, veste. Dobro. Predno dam besedo še eno trivijo. Bojda ste imeli potomko, na Rožniku, po zaporu ste prišli gor na Rožnik in ste se zbližali z lastnico Rožnika, gostilne, ki je imela moža v vojski, in potem je ona šla pokriti to na obisk k možu, in se je rodila ena hčerka, ampak to je znotraj družine, je to bila kot ena skrita zgodba, neznana. Tako bom rekel, zlobni jeziki, jih je vse posod polno okrog vsakega ovinka. No, skratka, Krajger, ki je to napisal, moj dobri prijatelj, on še toliko ni bil moža, da bi svoji ženi preprečil, da mi v moj ješprenj daje krompira. Prav, še toliko ni bil močan, da bi to dosegel, a on je vedel, s kom sem jaz imel otroke.
Ja. Sej, potlej je mogel pa na sodišče, tega pa niste slišali, ne? Ja, na sodišče je mogel zaradi te trditve, on je v knjigo to napisal. Potem je pa na sodišču končal in je mogel preklicati vse te trditve. Okay. Je imel pa srečo to, da je bil njegov sin notranji minister tedaj in se mu ni bilo treba še v časopisih opravičiti. Ja, to, veze in poznanstva. Skratka, rovarijo skozi proti vam, ne? Kar naprej. Tudi z raznimi boleznimi in z raznimi unimi zadevami, ki jih zdaj ne bomo omenjali. Pač pa bi jaz dal kar tem prisotnim besedo. Luka, ali si zraven? Ne, Luka je nekam. Sem zraven, sem dušen, preklopati sem se mogel. Aha, Luka, no, daj ti povej, ti si prej Cankarja videl, daj povej, no, kot slavist in rusist in tako naprej. Mene je navdušil, moram ga pohvaliti, še zdaj dobro zgleda, kljub kakšnemu kilogramu več, ampak nič hudega. Me je prepričal. Dober me hranijo, kaj ne? Ja. Zdaj imam za sosede potomce Albancov, veste, tako to dobro pečejo, da je vesele. A to pečejo oziroma delajo ričet ali pa kakšne pohane šnite? Slaščičarno imajo. Ti se pa problem, ko gre človek mimo, se kar zredi, ko je to koliko sladkorja v zraku. Jaz vam povem, to je najboljši duet vseh rojstnih hiš, kjerkoli na Slovenskem, da imaš rojstno hišo slavnega pisatelja, zraven pa slaščičarno. Otroci s takim veseljem hodijo na Cankarjevo vrhunko, veste, da si misliti ne morete. Super, no lepo. Jernej bi nekaj vprašal, ajde Nejc. Ja, jaz poznam neke izseke iz knjige Kurent in imam tudi posnetek, to je bilo na eni gramofonski plošči, ne vem, ali 66 ali 67, Boris Frank s svojimi kranjci in je en prispevek, ki je zelo zanimiv, oziroma so vsi zanimivi, ampak ta je pa poseben, če ga lahko predvajam. No, dej, izvoli. Da ga najdem. Evo, to je to. Zdaj pa, da vidim. Tole pa, tole. Kaj pa praznujete nocoj, ljudje preširni? Kaj da praznujemo? Praznujemo pač. Ampak kaj? To je drugo in zelo imenitno vprašanje. Zakaj človek, kadar piješ, ne pozabi nikoli, čemu da piješ in zaradi katere prilike? Red mora biti. Red je podlaga narodnemu življenju. Nocoj slavimo, stoj popotniki z daljnih krajev, nocoj praznujemo sami svojo radost. Nekdo, kaj vem, kdo, tu ali tam stoji njegov kamen ob oglu, Bog mu ga blagoslovi, ta nas je spomnil na to lepo praznovanje. Kdor že vodi, ajd ali kristjan, Bog mu daj sveta nebesa, mi pa smo pili. Narod molči, ne ve imena, ampak pije in je vesel. Tam na visokem kamnu stoji kamenit vojskovodja, ali pa morda učenjak, ali pa morda umetnik. Stoji ter misli, da je slab in da se vrši zaradi njega ta vesoljni vinski potop. Ošabno se ščepiri na svojem kamnu, narod pleše in vriska, ter se ne zmeni za. Svetilke ugašajo, zvezde umirajo v megli, mrzla noč zeha od ulice do ulice, kameniti junak stoji tam
čuti roso na svojih licih in se čudi. Odkot ta tišina? Odkot ta samota? Saj sem slaven. Pozno v noči, blizu jutra, že se primaje črn gost. Leže na vence ter zasmrči. Ko se vzdrami v hladni megli, se okrene na to in na ono stran ter vzklikne. Kdo pa je to? Kdo pa je to reč, sem postavil? Še včeraj je bil ta prostor lep in čeden, zdaj je pa ta nesnaga tukaj. Ves ježen je zaspani gost in se odzivlje godrnjaje v mesto. Junak na kamnu pa je do srca užaljen. V mojem imenu in na mojo čast si pil, zdaj pa bi še zmerjal, negodnik. Tako kliče in očita. Ali nikogar ni, ki bi mu odgovoril? To je to. Super, hvala. Ja, Še kakšno vprašanje? Kako? To smo rekli, tisti pojavi nad pesnikovo glavo. Ja. Zdaj, to bi eden od razlogov, zakaj sem rekel, da ne maram, da bi moj spomenik stal. Ja. V Kurentu sem pojasnil, zakaj. A veste, kako je govoril? Saj veste, kako gre v knjigi. Saj sem zapisal, kako je bilo na proslavi. Danes nazdravljamo pesniku Jovanu Koseskemu, Prešernu. Ma koga briga, važno, da je veselica, a ne? Ja. Slovenci zmeri isti. Samo da ga pijemo. Ok. Slavica, mislim, da si roko dvignala. Nisem še roke dvignila, ja, ampak bom vprašala gospoda Cankarja, glede na letnico rojstva, tako zelo mladostno deluje, pa dober spomin, ni sluha, ne duha o demenci. Kaj zdaj to, hruškovi krhlji k temu pomagajo, ali kaj? Tako kot sem rekel, dobre slaščice. Je cukor je tudi v krhljih. Ja. Ok, v redu, torej recept za dolgo in kvalitetno življenje. Tukaj na Klancu je tako mirno in prijetno in spodbudno, vam povem, to je eden najlepših koncov Slovenije, če me eno vprašate. Dejansko ima tukaj zraven glavno prometnico, avtocesto, pa regionalno cesto, ampak tukaj samo 2 bajti strani, pa ljubi mir. Prav prijetno. No, a ga bo kdo vprašal, kdo Jaz je imam eno vprašanje. Luka, izvoli. Zdajle berem leta mojega popotovanja Finžgarjeva. In Finžgar omenja tudi, da sta se s Cankarjem tudi poznala in mu je mogoče kdaj kakšno stvar tudi popravljal. A mogoče lahko Ivan pove, v kakšnem odnosu sta s Finžgarjem, če mogoče se spomniti. Ja, Finžgarja sem velikrat fektal, da mi je nekako zrihtal, da sem lahko kaj kje objavil. On je bil mož na mestu, tako bom rekel. Ja, velika prijatelja so bila Finžgar. Finžgar je prišel me obiskat v bolnico, me je tudi spovedati prišel. Tako da so bila res velika prijatelja Finžgar. Viki, izvoli. Veste kaj, a to ste že slišali, kako je bilo, ko je on nastopil službo v Trnovem? Ne. Ivan Vrhovnik bi se v grobu obračal. Skratka, Finžgar nastopi svojo službo takole, stopi na govorniški oder oziroma na ambon in pravi tako, tale tukajle v prvi vrsti je moj sin. Vala, to je to. Konec debate. Da ne bo kakšnih zlobnih jezikov, a ne? Ja. Je direkt povedal. Je pa zelo se zavzel takrat skupaj z Izidorjem, da so mojega brata Karla spustili Sarajevo v Ljubljano, da je potlej pri frančiškanih živel zadnja leta. Ja, veste, Saleški je bil vedno, kaj pa vem, zelo blizu je bil oblasti. Prav včasih, veste, te njegove knjige človek bere, se tudi mečka že vpraša, a je čist tako, kot pravijo, ko piše tam mišica pri mišici, kakor zid okoli Bizanca, tako
hrepenenje po nekih mišicah. Ne? No, to je tako. Viki, izvoli. Lep pozdrav, hvala lepa za lep dopoldan. Bi pa tole vprašal, zdaj smo slišali razlago glede okoliščin smrti, ki sem jo jaz poznal tudi že iz šolskih dni, ampak zdaj, ko je bila ta 100. obletnica, je bilo pa nekaj govora tudi o tem, da je pa morda kdo pri tem padcu po stopnicah tudi pomagal. No, to bi vprašal, če je kaj na tem. Imam enega soseda, ki zna povedati, kdo mi je pomagal. Prav, da mu je bilo ime Vinko, pisal se pa Pivec. No, moramo vedeti, da je bil Cankar že na koncu življenja takrat že vnemogel, ne? In se je po noči vračal domov in tam je tiste stopnice so malo čudne, a ne? No, ker na takarce vprašajte pri Štruklu, koliko sem bil vnemogel, ker so imele podlakte vse všipane. V redu. Brane, izvoli. Ja, čak Brane. Malo masko snamemo mogoče. Ja, bomo, vse to sem že mislil, ja. Vse to sem že rekel, če ga bo kdo vprašal. Ja, jaz bi malo masko snela, če glih je zdaj cajt maska, ampak... No, pa daj naše Brane vpraša, pa bomo pa predstavili, kdo je pravzaprav ta Ivan Cankar. Brane, izvoli. Zelo osebno vprašanje. Veliko žensk pa se je imelo radih, z velikimi ženskami ste imeli razmerje. Še, če se ne motim, ko ste umirali, je skrbela za vas ena ženska, ki vas je imela rada. Ampak z nobeno žensko niste uspeli oblikovati nekega trajnejše, resnejše zveze. Se mi zdi, da je vzrok na vaši strani. Zato, če bi bilo možno o tem malo bolj odkrito spregovoriti. Pa se sem obljubil Mileni, da se bo poročila, ko greva naslednjič v Trst. Zato je pa imela na grobu napisano svoj cajt, da je nevesta moja. Ja. Ampak tistega groba ni več, ne? Groba ni več, ampak se je problem tudi v tem, da ni bilo poroke, nisem bil jaz kriv. No ja, mečkaj sem bil, ne, zdaj jaz sem pač, ja, malo prehiter odšel, kako že. Ena zveza, kaj pa druge? Druge pa, kaj ne rečem, če vam kar naštejem, če smo pozabili, prej sem vam že vse povedal. Olgica, ja, ta rekel, da ne smem biti z njo. Pri Franski je bila ona malo furija, mi ni hotela oprostiti, ker sem bil malo preveč direkten. Ja, kaj sem je, mislim, čas je pa treba tako. No, potlej, pri Pavli je bila teta kriva, pri Anici nisem jaz kriv, če me je Minka zapeljala, ne? Tudi za Minko nisem jaz kriv, če ji ni bilo prav, da sem pol objavil, kaj sem naredil, ne? Kaj? Se jaz bi bil še z njo, samo ona ni hotela biti pol z mano. Helena je postala učiteljica, ne vem, zakaj ni hotela pol več z mano nič imeti, sem bil preslaba partija, kaj je zdaj. Štefka, ja, sem jaz kriv, če je bila Mici tak lepa, kaj? Se nisem jaz silil samega sebe, da grem kandidirati dol, ne? Se mi nisem jaz sebe povabil, da ne kandidiram. Mici pa kaj ne rečem, če pa mama ni dovolila, kaj ne bolj. Z Mileno sem pa bil, kaj pa je, vse nisem pustil. Ona pa tudi mene ne. Ja, Milena je, ko ste umrl, ste bili v Rormanovi grobnici, da poveva par mesecev, potem je Milena naredila grobnico moderne, tam so pol vsi štirje pokopani, in zdaj pred parimi leti je nekdo tisto grobnico Rormanovih kupov, odstranil vse napise, tudi to Milena Rorman, ki je umrla leta 1949, se mi zdi, da je umrla, in je pisalo Milena Rorman, Cankarjeva nevesta, je vse odstranil in ni nobenega obeležja več okrog te družine Rorman in grobnice. Kolikor je zdaj ime Jordan, je eden od sorodnikov, so bili Jordani že prej tam v grobu. Sam pač vse ostale so umaknili, ne, zakaj Rormani sem šli tako nosno, ne. Mogoče pa samo ni maral brati mojih knjig v osnovni šoli, pa je zamero obdržal do danes.
To je pa tako nihče ni maral, ne, v osnovni šoli brati. Mogoče se bilo prečkati kakšne rože na grobu, pa mu to ni bilo všeč. Kaj je? Ljudje so čudni, veste. Ok, dobro. Zdaj, tole je bil z nami Damjan Debevec, ki je vodič v Cankarjevem, bi rekel, domu oziroma muzeju, in tudi povrhniki se lahko z njim sprehodite, pa vam bo to in še več povedal okrog Cankarja. Jaz mislim, da boljšega sogovornika, pravzaprav, kar se Cankarja tiče, ki ima v ponedeljek rojstni dan, rojen je bil 10. maja 1876, če sem si prav zapomnil. Tako da danes, to je domača naloga, da izračunate, koliko je star, ne, zdaj Damjan deluje majčkeno mlajš, ne, tam nekje okrog, bom rekel, okrog 145. Okrog 40 let, ne. Ja, 45. Tako da, a ti si to že naštudirala? Ja. Tako da zdaj, ne vem. Imela reči matematiko kot Cankarjeve knjige v šoli, veš. Jaz sem imel cvek, jaz sem ponavljal prvi razred gimnazije zaradi tega. Ja, tako, mislim, to je kot Cankar govorite, ne kot Damjan Debevec. Ne, jaz to resno pravim. Tukaj imamo vzporedence, on je padel iz fizike, jaz sem padel pa iz matematike. In on je bil skoraj izključen zaradi neupravičenih ur, jaz pa tudi, meni je tudi samo še ena manjkala do avtomatske izključitve. Skratka, pri vas gre res za razdvojeno osebnost. Res, ne, je super, je bilo res perfektno. Lepo je bilo, fajn. Dušan, to pa res ideja, tudi način perfektno, no, prav, res. Vse, kar smo pozabili povedati od Cankarja, si pač preberite na kakšni strani. Ja, kurent, to je zanimivo, to vam jaz ploščo, pa so gor ti prispevki, ki je govoril Jurij Sovček. Zelo dober. Jurija sem pa tako jezen, 3 leta nazaj je bil tukaj na Vrhnki, je bila proslava in on tako po pijansko kurenta recitira, jaz bi ga za odra dol potegnil takrat. Pa mu dal 3 okul kepe, pa ga ven nagnal. Mislim pa, kako je on to odrecitiral, vsak pijanček tukaj na stari cesti po gostilni zna boljše odrecitirati. Halo, kurenta se recitira spoštovanjem, tako kot recimo Kuntner ga zna zelo lepo recitirati. A Jernej, ali ta star ali ta mlad? Pa se sta oba kar v redu. Oba sta dobra, ja. Zato, ker recitirata to, kar sem napisal, ne pa to, kar si je v zmislil. Ja, jaz ne vem, zakaj to dela, ampak to ni lepo, na tak način me pa kaže, da sem jaz pijanček. Kaj pa to, ko sem jaz predvajal, kako se je to vam zdelo? Ne, sej, tukaj je bral, je že v redu. No, odru ni bral, ampak si izmislil. Aha, ojoj, to je pa slabo. Ja, a ni dober, Ivan Cankar. Damjan odneslo. Koga? Mene? Ne. Enega drugega. Enega drugega Damjana zgleda, ali kaj, kdo je, se ne vem. Ok, še ima kdo kako vprašanje? Še bo kdo kaj vprašal? Če ne bi počasi končali? Hoče vse najboljše za rojstni dan Cankarju. Tako. Pridite na torto. A Albanci že pečejo? Niso, a veste, kaj je najbolj smešen? Ko me vprašajo ljudje, so tukaj sploh še kakšni stari prebivalci na Klancu, ker tukaj se pa res že vse zamenjali, pa v vseh hišah. Sem rekel, najstarejši prebivalci Klanca so Berzotovi, tukaj le zraven. Ja, to je res, ne, oni so tukaj že od 60 let dalje ali 70, se pravi, vsaj že 50 let so tukaj. Zakaj se imenuje klanec siromakov? A so to v bistvu tisti, ki niso imeli kaj mito vrhniki, oziroma ki so jih meščani niso marali, so jih pa gor na klanc nagnali? Klanc siromakov je tamle naprej na vasi. Tukaj le ni bil klanc siromakov, tukaj le, ko se jaz zdaj sedim, tukaj so kar premožni, obrtniki so bili tukaj. No.
Tam če so bili pa kmetje, pa pripregari, pa hlapci, pa tako naprej, tam so živeli na tistem na malem klancu, no, ta je veliki klanec, glede. Ampak seveda, potlej pride vmes en jugoslovanski režim, ki seveda propagira na veliko, da je bil Cankar siromak in beda pa še enkrat beda in iz bede upor in revolucija in kulakom gorijo domačije, a ne, to je poanta vsega skupaj in ja, to je to. Tam tole, če smem, ni te pravi klanec, to je bolj rahli klanec. Ale, klele je kar hud. Pa je? Moram reči, da vsakič, ko pridejo obiskovalci, kar dobro grizejo kolena, pa jamrajo do vrha klanca, predvsem tisti mlajši. Pobraj še daleč. Ja, sej. Cankar je pa vse življenje hodil v klanec, z vetrom v prsi. Ja. V blatu do kolene, evo. Ja. Ok, dobro je. Bomo končali. Jaz se Damjanu zahvaljujem za tale prijetne uro pa pol. Tudi vam, zvesta publika. Zdaj naslednji teden imamo mrežo spremljevalcev, se pravi, bo strokovna zadeva. No, za naprej pa še organiziramo. Naj ostane še skrivnost, a ne Duflan. Tako je, za naprej se še pa organiziramo, tako da bo pa vsekakor vsaj še 2 Zoom kavici bomo prekinili pred jesenjo. Tako da, skratka. Jaz mislim, da je prav, da tudi poleg Damjana pohvalimo tudi našega Duflana, ki se je odlično pripravil, tako kot zmeraj. No, meni je bilo zelo všeč, no. Ja, lahko je delati, če ima človek dobrega sogovornika, kar je bil, nedvomno je bil, ne. Tako da je pa tudi, se pravi, je pa tudi treba nekaj za publiko narediti, ne. Se smo na stopači, smo pa tako vsi, ne. Bolje na stopač kot po stopač. Tako. Absolutno. Ok, no, zdaj pa grem jaz na eno skodelico, novo skodelico si pripraviti, kavice. Lepo se imejte vsi skupaj, pa se vidimo. Enako, uživajte, kar se da, vsi skupaj. Srečno, adijo. Lep teden, adijo.